vsi. Dobila sem eno super temo, sicer sem bolj introvert in ne rada predavam, ampak ko pride do stresa, bi rekla, da vsak dan v svoji službi, v svoji praksi več ali manj razlagamo vplivu stresa na telo. Zdaj, če bi nas pogledal, mogoče 30-40 let starejša oseba ali pa naš babica in dedki ali pa pradedki, bi mislili, da smo nori, ker pač sedimo tukaj in bomo 4 ure poslušali o prehranskih dodatkih. Morate vedeti, da mi živimo precej drugače, kot se je včasih živelo. Se je vstajalo prej, bili so ljudje izpostavljeni sončni svetlobi, gibali so se zunaj, delo je bilo zunaj, v naravi. Hrana ni bila tako siromašna, ampak je dejansko imela svojo vrednost. Zagotovo je bil tudi stres, ampak z vsemi orodji gibanja v naravi, polnovredno hrano in predvsem z odhajanjem v posteljo, ko je čas za to, se da telo bistveno bolj podpreti. Vsaka ura med 9 in 2 uro po noči je vredna dvojno. Telo se bistveno drugače regenerira, če rečemo tako. Me pa veseli, da vstopamo tudi v dobo, kjer se vse te stvari, o katerih danes govorimo, začenjajo podpirati študijami. Včasih je bilo zelo alternativno, mogoče, da si dajo rodiolo, ašvagando. To so zdaj vse stvari, ki so neizpodbitne in jih najdete tudi na PubMedu, tam, kjer so v osnovi študije. Zdaj, od stresa do ravnovesja. Tukaj bi najprej povedala, da je mentalen stres bistveno hujši za telo kot fizičen stres. Se pravi, kvaliteta odnosov, v katerih ljudje vztrajajo, seveda vsak od nas ima tukaj dosti svojega masla na glavi, ampak mentalen stres je hujši za fizično telo kot fizičen stres. Telo marsikaj zmore, dokler niso njegove zmožnosti presežene, kar bom tudi kasneje pokazala, kako se vse stres lahko odraža na telesu. Še preden začnete brati slajde, telo v grobem prepozna oziroma upravlja z 2 živčnimi sistemi. En je simpatik, drug je parasimpatik. Zdaj, simpatik ni toliko simpatičen za telo, kakor je preživetven. Se pravi, če mi živimo konstantno z nekimi skrbmi, predvsem s hitenjem, je to za telo stresen odziv, se pravi, smo v simpatičnem živčnem sistemu. Isti mehanizem, kot da bežimo pred levom. Ko ti bežiš pred levom, ni časa in prostora za prebavo, presnovo, razstrupljanje, kar je naloga parasimpatičnega živčnega sistema. Parasimpatik tudi popravlja vse poškodovane, oksidirane celice, te reaktivne kisikove spojine. In predvsem, če imamo poravnano razmerje, vsaj približen, med simpatikom in parasimpatikom, se telo bistveno bolj tudi razstruplja in alkalizira. Zakisenost telesa namreč vodi v bolezen. Zdaj boste videli, da se vsa naša predavanja zelo dobro prepletajo, od zakisenosti do vitamina C in tako. Jaz ga bom pol ziher vzela, ker mi ga je zmanjkalo. Pa ne delam reklame, ampak ja, dejansko vitamin C jemljem dnevno. Zdaj pa da vidim, kaj sem sploh pripravila. Se pravi, stres je fiziološki odziv telesa, seveda. Ali bežiš pred levom ali pa hitiš po otroka, boš pod stresom. Problem je dolgotrajen kronični stres. Definitivno neizpodbitno vodi v kronične težave, se pravi, težave s prebavo, pogosto se ljudem izmenjuje zaprtje ali pa driska. Čist mehansko se upočasni praznjenje želodca, temu se reče delayed gastric emptying, se pravi, spet, če bežiš pred levom, prebava ni bistvenega pomena in tudi hrana lahko ostane dlje v želodcu in imajo ljudje občutek ali pa simptome želodčne kisline. Slabo celjenje ran, hormonsko neravnovesje, seveda, ker telo da prednost kortizolu, stresnemu hormonu, nereproduktivnim hormonom, kot so progesteron in testosteron. Težave s koncentracijo, zagotovo, popolnoma drugi predeli možganov se reaktivirajo, potem je tukaj cirkulacija možganov in tako naprej. Težave z razpoloženjem, ne boš srečal osebe, ki je že zelo dolgo časa pod veliko stresa in ne bo ali anksiozen, agresiven ali pa nemiren. Tukaj spet tudi biokemija podpira to tezo oziroma v praksi vidiš take ljudi, ampak dejansko telo, ko je pod veliko stresa, ne zmore delati serotonina, hormona sreče.
Sicer delamo 90% serotonina, hormona sreče na nivoju črevesja. Seveda, če imamo vzpostavljen prvi pogoj, da imamo ravnovesje črevesne flore, kar pa, ko smo pod stresom, sploh dlje časa nimamo, razni glivični oportunisti in zloglasna kandida imajo idealno priložnost, da se razrastejo. Tako da že prvi pogoj ravnovesja črevesne flore ni vzpostavljen. Potem pa v bistvu biokemično konverzijo iz aminokisline 5-HTP blokira v serotonin, blokira visok kortizol. Tako da dejansko imajo ljudje potem težave z razpoloženjem. In vedno več mladih je zgorelih, kar sploh, izrazu vrže narediti generacijo recimo mojih staršev, ki so celo življenje delali, kako so 30-letniki lahko izgoreli. Dobro, kaj še? To sem vse povedala. Predvsem pa to, ta fun fact, ki sem ga že povedala, kortizol začasno dobesedno ustavi prebavo, da imaš več energije za boj ali beg. Zato so ljudje potem tudi napihnjeni, zaprti ali pa imajo težave s prebavo. Pa še en namig, ena zelo preprosta vaja, najbolj poceni prehranski dodatek, da telo prelisičiš, da gre iz simpatika v parasimpatik, se pravi iz tega preživetvenega mehanizma v parasimpatik, je, da dihate in to dihate s trebuhom. Zdaj se lahko vprašate, odkar ste se usedeli na ta stol, kdo je naredil par vdihov s trebuhom. Mi čisto nezavedno, konstantno plitvo dihamo, ljudje smo tukaj zakisani, kot da bi bili največji fitneserji, pa nismo. Tako da dihanje s trebuhom se pravi, da se diafragma, trebušna prepona premakne gor in dol. To je ljudje bi velikokrat, vidiš v praksi, vzeli 5, 6, 7 prehranskih dodatkov, jim napolniš vrečo, spremenili ne bi nič, ampak začeti je treba pri dihanju, vse ostalo so dodatki oziroma bonusi. Isto, če ne dihamo, se limfa ne premika, tako da ne glede na postavo, konstitucijo ali pa težo, pri termografiji vidimo ljudi, ki imajo limfo popolnoma obremenjeno oziroma po domače povedano zabasano. Limfa je tako kot ostali mehanizmi v telesu, tako kot so pljuča črpalka, tako kot je srce črpalka, se tudi limfa, kjer njen sedež imamo takole okrog popka, se pomika kot črpalka, se pravi, če dihamo s trebuhom, povečaš pritisk v trebušni votlini in ko dihneš, ga zmanjšaš. Tako da dihanje ima svoje prednosti in pač je narava naredila vse smiselno. Tako da ne pozabiti dihati cel ta čas, ko smo tukaj. Hvala. No in ko smo pod stresom, tale naš nesimpatični simpatik, imamo pospešeno izločanje oziroma visoko izločanje kortizola in adrenalina, pospešeno bitje srca, zvišen krvni tlak. Lahko si simpatik zapomnite potem, da če bi vam bil nekdo zelo, zelo simpatičen, bi se vam točno to zgodilo. Imate pa takrat oslabljeno prebavo in oslabljeno regeneracijo telesa. Zdaj, kroničen stres pomeni, da imamo dolgotrajno aktiviran simpatik, kar vodi do izčrpanosti nadledvične žleze, posledično do utrujenosti, slabše odpornosti in izgube mentalne jasnosti. Za mentalno jasnost smo tako več izgubili v tem svetu, ampak za utrujenost pa slabšo odpornost se da pa marsikaj narediti. Zdaj, telo ne gre kar takoj v izčrpanost, namreč vsi hormoni v telesu se izločajo pulzno oziroma imajo svoj ritem. Kortizol niha takole nekako tekom dneva. V prvi fazi, ko pač stres nekaj časa traja, imamo vrh, se pravi, gremo čez to črto, ki bi bila fiziološka in tukaj kar nekaj časa telo zmore. Pol po neki točki pa pač dobesedno ne zmore več kortizola izločati. Zdaj, ko smo bili prej ravno pri vitaminu C, nadledvična žleza dobesedno kuri in porablja vitamin C. Zdaj, tehnike sproščanja, tako kot sem omenila, diafragmalno dihanje, upočasni srčni utrip, zmanjša oziroma vsaj zregulira izločanje kortizola, aktivira parasimpatičen sistem. Potem so pa druge stvari, ki niso pomembne samo za stres, ampak dobesedno tudi za naše mentalno zdravje, gibanje v naravi, na sončni svetlobi, meditacija, joga in tako naprej. Zdaj, prej smo omenili, koliko je spanje pomembno, tudi za naše otroke. Otrokom je sicer to kazen, mi bi odrasli bili pa zelo veseli, če bi nas nekdo prisilil, da gremo čez dan spat.
Je tudi pomembno, da pred spanjem, če imate težave, da se umirite, isto dihanje s prepono. Prav tako pri določenih ljudeh, ki imajo občutek kisline oziroma imajo pretirano zahajanje želodčne kisline navzgor, včasih ljudem pomaga že samo to, da predno grejo jesti, dihajo. Jaz jim pač rečem 4, 7, 8, se pravi, da ima 4 sekund globokega vdiha, ne seveda s prepono, 7 sekund zadržiš in 8 sekund izdaha. Če to parkrat narediš, telo dojame, ok, lahko se umirim, čeprav sem v službi, pa imam 15 minut, da pojem, lahko mečkam preklopam na nepreživetven mehanizem in vklopam prebavo. Tako da telo se da prelisičati. Tako da pri takih ljudeh, ki so dolg časa pod velik stresa, je včasih, bi si celo drzno reči, da je bolj pomemben, kako jejo, ne točno, kaj jejo. Da ni samo te obsedenosti, kaj jem pa česa ne. Ker tudi, če imaš izjemno, omejuješ kalorije, pa delaš kardio vadbe, če si ti pod velik stresa, je recimo sploh ta trebušna maščoba, trebušček neizogiben. Tako da, kar se hrane tiče, ja, tudi je pomembna, poudarek na polnovrednih živilih, zdravih maščobah, predvsem pri ljudeh, ki so pod dovolj stresa, rabijo tudi dovolj beljakovin in vlaknin pri vsakem obroku. Najslabše je, da imaš osebo, ki je izgorela in recimo ne je v prvi uri od zbujanja. Jaz sem sicer velik pristaš tega, da ljudje ugotovijo, kaj jim paše, če ti ne paše jesti zjutraj, lahko ješ sicer kasneje, kavo na tešče sicer absolutno odsvetujem, vendar, ko je telo dolg časa pod velik stres in so ljudje izgoreli, ne smejo iti tešči v službo, ker ko si tešč, telo spet bo šel kortizol gor in ker telo mora od nekje najti gorivo, če ga ne dobi iz hrane. Zdaj, naša hrana je vse bolj osiromašena, praktično je prazna, masovna proizvodnja, pesticidi, herbicidi. Včasih se vprašaš, ja, ta bio-eko certifikat dejansko kaj pove, lahko da ne, najbrž ni slabše, kot nešpricana hrana. Predvsem pa masovna proizvodnja naredi svoje. Veliko več bi mogli pojesti, a hkrati, če te hrane bistveno več pojemo, imamo še več toksinov. Morate vedeti, da pesticidi pa herbicidi, če za nekega zajedavca niso dobri, mi dobesedno delamo mikrodozing s tem vsak dan. Pomalo. Pa še ob tem, da se neučinkovito razstrupljamo. Sem se kar živela, veš, imam rada to temo. Ja. Tako da, ja, dejansko se rabimo posluževati tudi prehranskih dopolnil. Ena najlepših stvari so pa adaptogena zelišča, rodiola, švaganda. Vsaka ima svoje prednosti, na splošno je fajn z zelišči, tudi z recimo pegastim badlom, kolobart. Telo pač po določenih mesecih, kako ne rečem, ne potegne več recimo samo od pegastega badla največ, ampak je fajn tudi majčkeno spremeniti zelišča, ki jih jemljete. Rodiola in švaganda, do njih bom očitno še prišla. Zdaj, ko sem šla pogledati točno, kaj je v stres managementu, je v bistvu zelo smiselno sestavljen. Vitamin B1, B2, B12 in B6. Te so ključni za sintezo teh nevrotransmiterjev oziroma hormonov sreče, kakor so serotonin in dopamin. Podpirajo delovanje živčnega sistema in izboljšajo pridobivanje energije in razpoloženje. Zdaj, dva zelo dobra bombončka, ki sta noter, sta pa holin pa inozitol. Holin je zelo ključen za spomin, pa za komunikacijo med celicami, za našo koncentracijo in je v bistvu osnovni gradnik za nevrotransmiterje in pomemben je tudi zelo za delovanje jeter. Zdaj, inozitol je pa stvar, ki se zelo pogosto daje za inzulinsko rezistenco oziroma rečemo temu tudi za nihanje krvnega sladkorja. Zelo pogosto, kadar nam krvni sladkor niha, kar se tudi pri stresu dogaja, ali pa v pomanjkanju določenih hranil, pa mineralov v sledeh, kakor je recimo krom. Inzulin zelo dobro vpliva na to inzulinsko rezistenco, se pravi na nihanje krvnega sladkorja in predvsem na to, kako naše celice odreagirajo na inzulin.
Poleg tega vpliva pa na te serotoninske poti in zelo učinkovito pomaga pri anksioznosti. Ja, okay. No, še majčkeno več o holinu. To sem že povedala, ampak predvsem za otroke je tudi zelo pomemben, nosečnost, zgodnje otroštvo. Pomemben je za vse celice, sploh za jetra, ker tudi deluje pri tvorbi fosfolipidov. Fosfolipidi, vsaka naša celica je sestavljena iz fosfolipidov, iz dvojnega ovoja. Pri jetrih pa pomaga pri presnovi maščob in preprečuje kopičenje v jetrih. Zdaj, zelo pogosto vidiš zelo mlade ljudi, ki imajo nealkoholno zamaščenost jetra, to je ta NAFLD, ki pač piše v izvidih. Holesterol gre gor, tudi pri pač zdravih, ki so pod stresom. In tako, kot smo prej povedali, holesterol, to mejo so že od mojega faksa tudi pomaknili navzdol. Zdaj, če ima nekdo res, kot prvo so referenčne vrednosti narejene tako statistično, kar ne pomeni, da če ste tik nad ali pa tik pod, da je to nujno dobro ali pa slabo, je treba res osebo gledati kot celoto. In če imamo holesterol, tudi LDL, nizek, to vpliva na prenos hormonov, ker vsi hormoni se v telesu prenašajo preko holesterola, večina. Poleg tega pa, vidiš, pa zdaj sem pa pozabila, LDL, HDL, ne vem. Ja. In podpira razstrupljanje, če še niste prebrali. Pomanjkanje holina, motnje spomina, utrujenost, mišična oslabelost. Jetra v bistvu presnavljajo vse te odvečne maščobe in dejansko, če niso dovolj podprta, tako kot sem rekla, dobiš zdravo osebo, ki bo imela visok holesterol in se jim takoj da statine, ne glede na to, a jih mišice bolijo od tega, imajo koencima Q10 dovolj, pa definitivno se ne govori o prilagoditvah življenjskega sloga, o prehrani, o športu, ker dobesedno sistem ne dovoljuje tega, ker nimaš časa, imaš toliko pa toliko minut na nekoga, pogledaš, napišeš in jih odsloviš. Potem Pure B kompleks, je zelo dober kompleks B vitaminov. Tako kot sem že prej omenila, B vitamini so zelo pomembni za presnovo energije pa zmanjšanje utrujenosti. Če jih imamo dovolj, imamo tudi dovolj serotonina in dopamina in zelo dobro uravnavamo B kompleks. Zdaj pa še vsakega od njih posebej. Če poznate koga, ki ima takole v kotičkih ust take ragade oziroma razpoke, to je več ali manj oziroma zelo pogosto pomanjkanje vitamina B2, ali imajo pa tako pordel jezik, pa suho, luskasto kožo okrog nosu, oči. Zdaj, pomanjkanje vitamina B12 se kaže kot, lahko so ljudje bledi, utrujeni, omotični, lahko ima zraven nizko železo. Pri pomanjkanju B12 se sicer treba tudi vprašati, koliko imajo želodčne kisline, imajo preveč ali pa premalo, ker tudi na to vpliva. Zdaj, zelo pomemben je za regeneracijo živčevja, če imamo hudo pomanjkanje, imamo lahko tudi mravljinčenje prstov. Vitamin B6 je pa zelo pomemben za naše psihično razpoloženje. Pomanjkanje vitamina B6 se kaže kot razdraženost in depresivno razpoloženje, srbečica pa razpokane ustnice. Vsak od vitaminov B kompleksa ima sicer svojo nalogo, če bi jih dal pa skupaj, pa zelo na prvo žogo bi rekel, da je podobna simptomatika. No in zdaj še rodiolin. Rodiola je adaptogena rastlina, ki zmanjšuje občutek tesnobe in izboljša odpornost na stres. Zelo dobro podpira delovanje nadledvične žleze in uravnava raven kortizola in izboljša kognitivne funkcije. Adaptogena zelišča, spravina švaganda in rodiola bi lahko rekel, da imajo v grobem podobne lastnosti, ampak rodiola še sploh dobro vpliva na kognitivne, možganske funkcije.
In dejansko je bila študija narejena, kjer so raziskovali, da ljudje, ki so prejemali 400 mg rodiola dnevno v enem mesecu, se pravi po 4 tednih, ker adaptogena zelišča, ne moram reči, da rabijo čas, ampak dlje časa, ko jih jemljemo, bolj opazimo njihov učinek. No, tukaj so pa celo meritev naredili in so dognali, da je privedlo to do znatnega zmanjšanja simptomov stresa, kot so utrujenost, izčrpanost, anksioznost, in pozitivni učinki naj bi bili opaženi že po 3 dneh uporabe. Poleg tega, da uravnava raven kortizola, je zelo pomemben za pomnjenje in kognicijo, ker ko smo pod veliko stresa možgani, imamo občutek te možganske megle, brain foga, težave s koncentracijo, slabši preklic informacij. Dobro, in pa magnezij B6. Zdaj, prej, ko sem govorila o naši osiromašeni hrani, zelo tipična pomanjkanja so recimo pomanjkanja magnezija, silicija, zelene listnate zelenjave v obliki klorofila, joda. Zdaj, sploh magnezij je pomemben zato, ker z magnezijem si mi ne moremo delati zaloge. Magnezij je elektrolit in ga dnevno zgubljamo oziroma polulamo, sploh če uživamo dovolj diuretikov, kot so kava in tako naprej. Tako da magnezij je stvar, ki jo vsak mora imeti vsak dan. Pomira živčni sistem, zmanjšuje napetost mišic, lahko bi navedla še vse, tako kot pri vsakem od nas, ki je danes kaj povedal, bi vsak od nas imel še kaj za pripomniti. Tukaj lahko dodam, da ima magnezij res ogromno enih funkcij, tudi pri sintezi spolnih hormonov in tako naprej. Spet je pomemben za sintezo nevrotransmiterjev, se pravi možganskih prenašalcev, kot so serotonin in dopamin. Cink pa zelo dobro podpira imunski sistem, ki je tudi, kot sem prej rekla, sčasoma oslabel po dolgotrajnem stresu. Tako da tukaj noter imate še cink, ki podpira imunski sistem in pomaga uravnavati naš nivo stresa. Zdaj, kako si pomagati pri stresu? Tako, kot sem rekla, jaz absolutno sem pristaš tega, oziroma tudi biokemijsko oziroma medicinsko dokazano je, da z dihanjem lahko telo zelo dobro prelisičimo. Gibanje v naravi, gibanje na sončni svetlobi, kvaliteta naših medosebnih odnosov, zelo pomembno, mentalno zdravje. Tako da poleg teh sprostitvenih tehnik, seveda prehrana, in pa da je naša hrana polna, kolikor se le da. Morate vedeti, da tudi zdaj, ko se trudimo vsaj do neke mere kupovati bio pa eko, ali pa rečemo, imamo od babice sadje pa zelenjavo, tudi nižji, kaj pH prsti, se pravi bolj, kaj kisla prst, manjša je vsebnost mineralov v hrani. pH naše prsti, ta pH lestvica se posodablja vsako leto, pH naše prsti vsako leto nižji, se pravi vedno bolj kisla prst. Tako da tudi, ko doma gojimo, ratuje majčkeno bolj osiromašeno. Stres je neizogiban, kakšna lepa zaključna misel, ampak lahko vplivamo na to, kako se nanj odzovemo. Sem hotela še kaj povedati. Čisto kot zanimivost, tukaj sem rekla, da nadledvična žleza oziroma stres zelo veliko vitamina C porablja. Tudi mamice, se pravi po nosečnosti, ko rodijo otročka, imajo večjo incidenco zlatenice te otroci, če imajo mamice tekom nosečnosti nizek vitamin C. Zdaj ne vem, če nas slučajno čaka malce ali pa pavza, boste pozorni tudi, kako jeste. Ker kaj jeste, že Maja določila. Prav? Ti povej, če si. Sem jaz. Pravim, da sem introvert, pa tako hitro govorim. Odlično. Hvala.